Ja, moram reči, da je že dolgoletna tradicija v Posavju, da se na začetku leta vse občine predstavimo novinarjem. Vsakih 6 let se zamenjamo, oziroma prej, dokler so bile 4 občine, vsake 4 leta. Danes smo gostitelji občina Brežice, tu v Dobovi, na začetku naše občine oziroma v vstopu, ki je zadnje leta izjemno obremenjena tudi z migranti in z ostalimi stvarmi. Predvsem pa je namen, da informiramo naše novinarje in pa vso javnost o tem, kaj smo naredili do sedaj, predvsem kakšni so načrti, in pa da še kaj neformalnega rečemo med seboj in pa da kažemo s tem, da smo v Posavju povezani in da skupaj sodelujemo na vseh področjih. Spoštovani, spoštovane, toplo pozdravljeni in prisrčno dobrodošli na tradicionalni skupni novinarski konferenci občin regije Posavje. Med nami prav lepo pozdravljamo vseh 6 županov posavskih občin, gospoda Franja Deberaka, župana občine Bistrica ob Sotli. Prav tako lepo pozdravljamo gospoda Ivana Molana, župana občine Brežice in letošnjega gostitelja dogodka. Gospoda Roberta Zagorca, župana občine Kostanjevica na Krki. Gospoda Janeza Kerina, župana mestne občine Krško. Gospoda Tomaža Režuna, župana občine Radeče. In gospoda Srečka Ocvirka, župana občine Sevnica. Prav lepo pozdravljamo tudi vse podžupane in podžupanje, direktorice občinskih uprav ter vas, spoštovani novinarji, novinarke, predstavnice in predstavniki medijskih hiš ter vsi ostali sodelavci občinskih uprav. Še enkrat lepo pozdravljeni. Vsakoletno tovrstno srečanje je priložnost za izmenjavo voščil ob novem letu in v prvi vrsti je to priložnost za pregled preteklega leta in za predstavitev novih ciljev v letu, ki nam sledi. Vsaka občina ima svoje edinstvene izzive, hkrati pa si prizadevamo za skupen cilj, za izboljšanje kakovosti življenja naših občank in občanov v naši regiji. Tako bomo v abecednem vrstnem redu po imenu občin v nadaljevanju slišali vseh 6 županov, ki bodo strnjeno v nekaj minutah predstavili napore, dosežke in projekte, ki so bili ključni za razvoj in rast posavskih občin v letu 2023. Predstavili pa bodo tudi cilje za leto 2024. Po predstavitvi bodo župani odgovarjali na vaša individualna vprašanja, spoštovani novinarji, kasneje pa sledijo tudi še potem posamezne individualne izjave. Današnji dogodek, ki poteka v prostorih Term Paradiso, pa bo otvoril gostitelj letošnjega srečanja, župan občine Brežice, gospod Ivan Molan. Beseda je vaša. Ja, lep pozdrav. Seveda v prvi kraj oziroma krajevne skupnosti v Sloveniji, kajti ko prihajamo nekako iz juga, ko rečejo, se seveda začne Slovenija v Dobovi, v tej krajevni skupnosti. Prav je seveda, da najprej vas vse skupaj lepo pozdravim, gre že za tradicionalno srečanje, ki se že vrsto let odvija, vsako leto v drugi občini. In seveda po enem krogu občin smo prišli ponovno na vrsto v občini Brežice in smo veseli seveda, da smo lahko vaši gostitelji. Najprej prav, da se v imenu vseh vam zahvalim za korektno poročanje, predvsem pa sem vesel, da ste tu novinarji, ki še kdaj poročate tudi o kakšnih pozitivnih stvareh, o projektih, ki jih izvedemo, čeprav vemo, da danes bistveno manj oziroma so to novice, ki se ne rade promovirajo, ampak danes bistveno rajši slišajo naši ljudje in pa piše se o kakšnih spletkah ali pa kaj drugem.
Zato seveda hvala in jaz mislim, da glede na to, da smo nekako se dogovorili, da ne bomo preveč razpravljali vsem tem, kar je bilo narejeno, kajti čez celo leto ste nas spremljali, o tem obveščali, bomo poskušali strniti te razprave na kratko, na koncu pa seveda, tako kot je že povedala Anja, ta tri dodajanje, seveda odgovore oziroma tudi, če bojo kakšne vprašanja. Zdaj pa, če grem konkretno na občino Brežice. Občina Brežice v letu 2023, jaz mislim, da je kar uspešno zaključila, predvsem po zaslugi projektov, ki so že bili podpisani pred leti in ki so bili praktično v lanskem in pa v letošnjem letu se tudi, oziroma v lanskem in pa predlanskem letu se večinoma so začeli in pa tudi realizirali. Sigurno glavne investicije so bile kolesarske steze, ki smo jih naredili, hidravlične izboljšave z Bistrico Sotli, dokončanje vodovodnega stolpa, za katerega smo veseli, da smo prejeli tudi Streletovo priznanje za revitalizacijo kulturnega spomenika kot ena najboljših projektov v Sloveniji. Potem smo seveda obnovili atletski stadion, naredili lesen most čez reko Krko na Borštu in pa seveda tudi predvsem skušali, da je ostal čim bolj ponovno narejen, tako kot v tej krajini pa še lesen. Naredili smo tudi posodobitev namakalnih sistemov in pa še veliko drugega, predvsem naše vodilo je pa bilo še vedno enakomerni razvoj vseh krajev, zato smo z manjšimi investicijami, čeprav marsikatere za nekoga niti niso manjše, saj so tam od 100 do 300 ali pa 500 tisoč evrov bile nekako delali po vseh krajevnih skupnosti in jaz mislim, da ni bilo kraja, v katerem ne bi poskušalo se vsaj nekaj narediti. Seveda, poleg tega smo precej skrbeli tudi za razvoj turizma, od tega, da smo izdelali strategijo turizma v občini Brežice, ki je prinesla tudi oživitev Panove domačije, skrbeli smo za pridobivanje sredstev, prav tako gre za izgradnjo ploščadi na Svetem Vidu, ki se je lani začela, zdaj se končuje prav v tem mesecu. Mislim pa, da je pomembno, da smo še naprej seveda tudi skrbeli za določene prireditve, kot je mestna promenada, na katerem smo tudi skrbeli, da je to čim bolj ekološko izvedena in pa na koncu koncem smo tudi, kljub temu, da vidimo, da je čez vse težje tudi še organizirali predvsem tudi silvestrovanje in pa podobne stvari, dogodke za naše občane. Lahko pa rečem, da smo lahko veseli, da smo tudi med 100 najboljših trajnostnih zgodb na svetu, kjer smo bili tudi priglašeni. Prav tako seveda smo skrbeli za druge stvari in eno od pomembnih stvari je tudi to, da smo nekako v nacionalni mreži zdravih mest in pa oddali 12 stanovanj za starejše občane. Seveda izvedli smo tudi participativni proračun, pa še marsikaj drugega. Seveda tudi naša občina je bila delno tudi pokrita oziroma se nam je dogodile tudi poplave in pa neurja. Tu treba posebej še se zahvaliti za solidarnost naših predvsem gasilcev in pa občanov, ki so pomagali najprej seveda našim občanom, kasneje pa tudi širše tudi v drugih krajih. Pomembne seveda so pa vedno stvari tudi za naprej, tako da tudi imamo nekako v prvem branju proračun, zdaj je še v javni razpravi. Verjamem, da vas zanima bolj, kaj se bo dogajalo naprej. Jaz upam, da bomo nadaljevali oziroma da bomo dokončali letos zdravstveni dom in pa lekarno, nadaljevali z atletskim stadionom, potem intenzivno delamo na spremembi OPN-ja, občinskega prostorskega načrta. Želimo si pa tudi, da bi prišlo do predvsem prenove našega kulturnega domova, doma v Brežicah, kanalizacije v Krški vasi in pa še kar nekaj drugih stvari, bistveno bolj pa imate podrobno napisano. Nas pa čaka seveda tudi predvsem rekonstrukcija objekta osnovne šole Artiče, to bo šlo za izjemno visoko investicijo in mi še vedno pričakujemo, da bo tu pomagala tudi država, kajti brez sofinanciranja države v šolstvu, v objekte šol je izjemno
problematično oziroma težko izvedljivo 10-milijonske investicije za takšne občine, kot smo mi, za manjše pa verjetno sploh bo nemogoče več obnavljati šole, koliko ne bo seveda ministrstvo tu pripomoglo. Želimo še naprej seveda zagotavljati nemoteno sredstva za delovanje naših zavodov, naših šol, tudi prireditev. Seveda vemo pa, da smo v območju, kjer je izjemno pomembno tudi seveda investicije državne, zato pričakujemo, da bojo tudi v tem koncu kaj ministrstvo financiralo, da ne bojo se to samo centralizirali projekti, kajti pred nami vemo, da je gradnja nadvoza, protipoplavna zaščita, ki jo še vedno čakamo. Mi smo tudi, prav da povem, pridobili večino zemljišč in pa tudi pridobivamo gradbeno dovoljenje za poplavno zaščito reke Sotle, kjer smo imeli dogovor z ministrstvom. Upam, da ga bojo tudi to s tem nadaljevali. Vzhodna obvoznica, sigurno pa je prav, da o tem povemo, da v našem Savju se pripravljajo izjemno veliki projekti, kot je nuklearna elektrarna, letališče Cerklje v Krki, pa še hidroelektrarne. In jaz upam, da bomo Posavci skupaj se maksimalno potrudili, da bomo znali postaviti svoje zahteve, po drugi strani pa pričakujem, da bojo v tem našem področju tudi država in pa vlada se zavedala, da take pomembne objekte treba umestiti na način, ki bojo tudi po voljo našim krajanom, pa ne samo objekti te, ampak tudi, da se bo pripravil kompletna razvoj Posavja, kajti ne želim in pa ne predstavljam si, da bomo mi postavili res neko samo smetišče ali pa odlagališče določenih odpadkov za celo državo, pa naj bo to prihaja po vodi, letališča ali kaj drugega. Zato jaz mislim, da bo pri nas zelo pomembno to, kar če zdaj, da dobro sodelovanje Posavja in da bomo znali svoje interese tudi izpostaviti. Toliko na kratko, jaz verjamem, da boste čez leto nas še naprej spremljali, obveščali javnost o naših dogodkih in pa seveda vsem, kar se dogaja. In pa seveda še enkrat hvala in pa vse dobro vam želim v tem letu. Hvala gospodu županu Ivanu Molanu. Sedaj pa besedo predajam gospodu županu Franju Debelaku iz Bistrice ob Soči. Kako je fajn, da te predsednik postavi na visoki vrsti red. Hvala lepa vsem novinarjem, ki so danes prisotni, vsem sodelavkam in sodelavcem iz občinskih uprav. In sem vesel, da smo tudi na tem prostoru, ker smo tam 40 let nazaj, tisti, ki se še to spomnimo, odlično plesali v tem takratnem klubu. Odlično dela tole podlaga za ples, tako da lahko mogoče potem po novinarski konferenci malo preizkusimo to odlični prostor. Torej, jaz vam tudi v svojem imenu, v imenu občine Bistrica ob Soti se zahvaljujem za odlično sodelovanje. V preteklem letu boljše smo sodelovali z novinarji kot z naravo. Vemo, da 2024 nam ni bila glih najbolj naklonjena. Narava, verjetno smo si sami krivi, ampak to, kar nas je zadelo, severni del Slovenije, pa tudi mi nismo bili pravzaprav veliko ni nas torej narava pustila brez nedotaknjene, ker smo kar nekaj plazov se nam je sprožilo, kar nekaj hiš imamo okroženih, govorim za Bistrico ob Sotli in bomo na tem področju morali še veliko delati. Ker smo pač pri naravi začeli z enim največjim projektom Bistrica ob Sotli v preteklem letu, skupaj z občino Brežice, se zahvaljujem za sodelovanje, krasno smo naredili, projekt je bil velik, skoraj 2 milijona 300 za Bistrico ob Sotli. Res pa je, da se je na koncu dobrih 10% podražil, kar je za našo občino predvsej velik denar, 250 tisoč evrov dodatnega denarja so morali zagotoviti, pri tem pa država ni imela ravno velikega posluha. Za državne projekte, ki se podražujejo po 100% imajo denar, pri nas pa smo morali to plačati iz lastnih proračunov, kar seveda ni tako majhno breme. Ampak smo zmogli zato, ker delamo racionalno. Še vedno trdim, da je lokalna samouprava najboljši delujoč sistem v državi.
čeprav pa ni najboljše financiran, pa ne bom govoril o statusu županov in drugih zaposlenih na občini, ker še nisem pravzaprav zasledil, da bi občinske uprave kadarkoli stavkale, ali pa župani. To se dogaja samo lahko v tistih sistemih državnih, ki so precej močnejši, pa so plače neprimerno višje od naših, pa stavkajo. Ampak pustimo to, v bistvu bomo lotili naših tem, v Bistrici ob Sotli, zraven tega, da smo pač končali ta velik objekt, precej infrastrukturnih, precej plazov, ki smo jih sanirali, se lotevamo nakupa enega gradu, torej bomo si kupili grad, takšen, kot ga imate drugje, ampak imamo ene državine Kušpeljskega gradu, ker želimo narediti neko točko turistično zanimivo, ker je odličen razgled na to naše polje, ki ga delimo z Republiko Hrvaško, s Kumrovcem, ker se pred 450 leti dogajalo eno od največjih kmečkih bitk kmečkega punta tistega časa. In bomo tukaj pravzaprav gledamo kot nek turistični projekt, želimo ga odkupiti od države, glede na to, kako država ne upravlja z njim, računamo na neko pametno ceno ali celo, da nam ga podarijo, ker bo potem zanesljivo boljše upravljen kot je danes. Delali bomo in nadaljevali bomo s kanalizacijskimi omrežji. Vi veste, da je občina Bistrica ob Sotli hribovita in si ne moremo privoščiti neke velike kanalizacije ali enočastilne naprave, zato gradimo individualne, hkrati pa seveda na to obstoječo dve častilni napravi, večji, ki jih imamo, pripravljamo kanalizacijsko omrežje. Delamo že, lani smo začeli, torej gradimo stanovanja v eni od hiš, ki smo jih v preteklosti nabavili, 4 stanovanja, ker smo v Naturi 2000 v Kozjanskem parku, ker imamo res velike zahteve, dodatne zahteve Zavoda za varstvo kulturne dediščine, Zavoda za varstvo narave, ponekod se nam zadeve kar precej podražijo. Mislim, da to ni nič novega v Sloveniji, zahtev je veliko, vendar smo pridobili finančna sredstva z Evropske unije in naših bo cirka 800 000 evrov vreden projekt, kjer bomo imeli varovana stanovanja in 4 stanovanja, eno od teh bodo 3 vredno varovana, eno pa neprofitna. Še vedno torej smo nekako, če Jurgen pravi, da se tukaj pride prva vstopna vrata v Slovenijo, imamo mi tudi ena stranska vrata v Slovenijo preko Kumrovca. Tudi to smo doživeli ob teh migracijskih tokovih, ko je bilo tu preveč polno, so prišli pa k nam. In še vedno prihajajo nenapovedani obiski, s temi se ukvarjamo, še vedno imamo mrežo na Sotli, ne želimo si je, želimo, da se čim prej odstrani vsaj tista, kjer je še bodeča žica, oziroma tista žica, kot pravijo Hrvati. Vendar bomo tukaj še vedno računali, da bo država nekako razumela pomen obmejnih področij. Živa meja, mi se ukvarjamo z problemom demografije, jasno. Čeprav je življenje na podeželju precej boljše kot v mestih, kar smo gotovili tudi v času korone, se nam kljub temu mladi ne vračajo zaradi različnih razlogov. En je tudi teh je ta, da je gradnja zaradi zahtev, ne vem, Nature 2000, Bistrica ob Sotli v celoti v Naturi 2000 in je precej težje priti do kakšnih dobrih parcel ali gradbenih dovoljenj. Tako da tukaj računamo na pomoč države tudi na področju regionalne infrastrukture. Torej, danes, ko sem še peljal proti Brežicam, ena najslabših cest, ampak res najslabših cest regionalnih je v Bistrici ob Sotli do Bizeljskega, bom rekel, pa mogoče še malo naprej. Tukaj bomo na Ministrstvu za infrastrukturo zanesljivo še pritiskali,
povabil kolega Ivana, da mi tu pri tem pomaga, ker to povezavo moramo urediti. Konec koncev je za Bistrico ob Sotli do avtocestne povezave od Ljubljane boljša pot na Brežice, Čatež in Ljubljano kot po štajerski avtocesti in je ta cesta za nas pomembna in konec koncev tudi naša, torej bolnišnica Brežice, nam je veliko bližje kot je to v Celju, zato res potrebujemo to dobro cestno in potem tudi kolesarske povezave do Brežic in do Krškega. V načrtu imamo zato mi, seveda naš del ob teh regionalnih cestah, avtobusna postajališča, pač vozi se šolski avtobus, ker drugih avtobusnih povezav je tudi malo. In ko se pogovarjamo o mobilnosti, ne vem kaj vsega, imamo v bistvu največjo težavo za mobilnost ravno na takšnih območjih, ker avtobusnih povezav ni, so starejši ljudje, ki so sami in zato smo tudi mi vstopili v projekt Prostofer, da lahko našim ljudem omogočamo vsaj približno tak standard, kar se mobilnosti tiče, kot jih imajo v mestih. Največji projekt, ki nas čaka, je širitev vrtca in telovadnice, 5-milijonski projekt. Slišali ste Ivana, kot je rekel, da 10 milijonov za občino Brežice velik, za 5 milijonov za Bistrico Šošne toliko večje. Računamo na državo, imamo polovico finančnih virov že zagotovljenega, drugo polovico še iščemo, obljube so, kako se bo vlada o tem pristopila, pa še ne vemo prav natančno. Vesel sem, da imamo pridobljen znak Green Destination. Ne vem, kdo bi lahko bil bolj zelena destinacija kot neka občina, ki je v celoti Naturi 2000, ki pravzaprav nima neke hude industrije. Kljub temu je bilo težko priti do tega znaka, ampak ga imamo in ga bomo verjetno v letošnjem letu morali obnoviti. Mi smo eden občin, ki smo sami vlagamo v turistično infrastrukturo. Tukaj se je začela zgodba, kot sem začel, dobra, odlična zgodba Term Paradiso. Pri nas začenjamo bolj skromno, ker smo kljub temu majhna občina, ampak smo edina občina, ki smo zgradili svoj most in ga dali v najem. Nimamo toliko investitorskega potencijala, ki bi nekih boljših, večjih okoljih lahko in zato delamo sami. Projektiramo pločnike ob regionalni cesti, kar se običajno počne država, mi moramo sami narediti in precej uspešno kandidiramo na vseh drugih projektih, tudi Ministrstvo za gospodarstvo, šport in turizem za različne projekte, manjše za nas pa velike v višini 300 000 evrov. Intelekt, torej skupaj s Hrvaško pripravljamo kar nekaj dobrih zgodb in tudi tam nas čaka v letošnjem letu. Tako da intenzivno leto bo, računamo na boljši posluh vlade za takšno okolje, kot so naša. Konec koncev, če gledamo tako roko na srce, imamo 8 minut, mi meri župan, zato potem bolj tiho, ko bo dobri beseda, ampak je pomembno, da sodelujemo, ker smo vsi podeželje. Tudi mestna občina Krško je del podeželja, je podeželja in vesel sem, da se župani razumemo, da se znamo pohecati drug na drugega in da se podpiramo v skupnih projektih. Hvala lepa, evo, končam. Najlepša hvala, gospod Debelak. Mi pa se selimo v občino Kostanjevica na Krki. Tako da, gospod Robert Zagorc, beseda je vaša. Lep dober dan, vse skupaj vas lepo pozdravljam v imenu občine Kostanjevica na Krki, kako tudi v svojem imenu. Sem se zahvaljujem tako županom kot novinarjem za odlično sodelovanje in verjamem, da bomo tudi v bodoče tako dobro sodelovali. Bom pa jaz malo kračil od Franka, da pa bomo to polovili nazaj. Začnemo z leta 2023, je bilo, mislim, za občino Kostanjevica uspešno leto, saj smo zaključili vse projekte, ki smo jih pač zastavili in ki so bili zastavljeni že v preteklosti.
Tako da en večjih projektov je bila kolesarska steza, ki smo jo peljali skupaj z mestno občino Krško. Tukaj je bilo kar precejšno zalogaj, se je bilo 2,5 milijona sredstev, od tega je bilo 1,3 evropskih sredstev, 910 tisoč občinskih sredstev, to je kar dost za nas, ampak smo pa le pridobili 5,4 km kolesarskih povezav, ki so se zelo dobro prijele in se tudi zelo veliko uporabljajo. Obnovili smo nekaj teh vaških asfaltov, makadamov, tako da so ljudje bili kar zadovoljni. Sam naš otok imamo položen skavno, tako da smo tukaj nekaj začeli delati, ker je že dost teh fug med kamni odletel, tako da bomo počasno, da so tudi zadovoljni. Komunalna infrastruktura, dokončali smo Gorjupovo, nadaljevanju in kanalizacijo in vse ostalo, kar je potrebno pri infrastrukturi. Prva faza obnove dejansko v naši občini imamo še 2 vasi, 2 naselja, to je skoraj pod hrvaško mejo, Vrh Gorjancev, Vrh in Vrtača, kjer nimamo vodovodov, in smo začeli s prvo fazo vodovoda, tako da bi še tem vasem zagotovili javni vodovod, tako da bi potem bila občina 100% pokrita z javnimi vodovodi. Prostor OPN 2019 smo pa začeli, vemo, da je to kar zahteven, posebno tudi za nas, ker smo Natura 2000, poplavna ogroženost in še kulturno zaščiteno, tako da je kar zahteven projekt, upam, da to občani razumejo, da ne gre tako hitro. Mostovi, vemo, da imamo na otok 3 mostove, 2 sta, to so vsi kulturno zaščiteni, tako da to so kar dokaj zahtevni projekti. Južnega smo že obnovili, skozi leto smo pripravljali vse potrebno za severni most in tako imenovani tercijalski most, peš most. Kulturna dediščina v preteklem letu je bila obnovljena Črneška osnovna šola, to je bila podružnična osnovna šola, in smo zelo ponosni, da je bila tako kvalitetna in dobro obnovljena. Tako smo tudi dobili prijeli častno Valvazorjevo priznanje za leto 2000, ki ga podeljujejo Slovensko muzejsko društvo, in sicer za revitalizacijo stavbe nekdanje podružnične šole v Črneči vasi. Občina subvencionira obnovo objektov na otoku, vemo, da je otok spomeniško zaščiten, občina vsako leto podeli določene sredstva, tako da se na ta način obnavljajo hiše, in vidim, da se ljudje na otok vračajo, glede na to, da so v preteklosti odhajali. Turizem. Občina se aktivno vključuje v razvoj trajnostnega turizma v lokalni skupnosti, v popolnosti je zaživelo postajališče za avtodome, dejansko je ves čas leta primerno zasedeno, od prejšnjega leta je tudi plačljivo, tako da ni več zastoj. Določen del sredstev se vlaga tudi v galerijo Božidar Jakac, ki je eden večjih promotorjev kulture in turizma v naši občini. Vsake 2 leti pa je izvede tudi kiparski simpozij Forma Viva. Veliko vlagamo tudi v urejanje krajev, za kar je občina prejela že kar nekaj priznanj v preteklih letih in tudi v letu 2023. Občini tudi skoraj 30 društev, s katerimi dobro sodelujemo in jih na različne načine subvencioniramo. Narejenih je bilo še precej drugih stvari, to so tudi predvsem pomembnejše zadeve. Za leto 2024 imamo pa 4 malo večje projekte, tako kot sem že omenil, obnova Severnega mostu, dela so se praktično že začela. Potem imamo pa še tako imenovani peš most, tercijalski most, tako da bi v letošnjem letu zaključili z obnovo lesenih mostov, ki so pa
so vsi spomeniško zaščiteni, kot sem že prej omenil, nadaljevali tudi z izgradnjo vodovoda Črneča vas, Vrbe in Vrtača in dobava in montaža dvigala v zdravstveni postaji Kostanjevica na Krki in vse potreb pač nadaljevali bomo pa z vsem potrebnim, kar je pač za naše prebivalce potrebno, tako da verjamem, da bo tudi 2024 uspešno leto. To bi bilo na kratko vse, če pa še kaj kasneje. Hvala, gospod Zagorc. Mi pa se selimo v edino mestno občino v naši regiji Posavje, v mestno občino Krško, zato besedo predajam gospodu županu Janezu Kerinu. Izvolite. Najlepša hvala za besedo. Lep pozdrav vsem predstavnikom medija in ostalim zbranim. In bo lepo, da ste v letu 2023, katerega smo zaključili pri dnevi, uspešno sodelovali in seveda si želim, da bomo to sodelovanje tudi nadaljevali oziroma ohranjali tudi v letu 2024. V tej priložnosti bom tole rekel. Za mano je prvo leto županovanja in moram se iskreno zahvaliti mojim kolegom na levi in desni, vsem županom Posavske regije, da so me kot novinca sprejeli med sabo, med se in mi za svojimi nasveti in pa tudi včasih tudi kakšnimi pripombami opozorili na prve korake in pa hkrati tudi enakovredno sprejemali moje pripombe oziroma moja razmišljanja in sem postal dejansko, lahko tako rečem, od prvega dneva njihov enakovredni član te naše regije. Leto 2024 je zaključeno in bom nadaljeval nekaj argumentov, na katerih ugotavljam, da smo v mestni občini kot taki zaključili to leto uspešno. Sami seveda pa bodo na podlagi vaših člankov naši občani in občani to presodili o tej uspešnosti. Mestna občina Krško je v letu 2023 realizirala 45,3 milijona evrov prihodkov ali povedano v procentih 99,1%, kar si štejem kot neka zelo dober rezultat črpanja teh sredstev in pa imeli smo 48 milijonov evrov odhodka, od česar smo za naložbe namenili 17,5 milijonov evrov. Se pravi, leto 2024 lahko rečemo, da je bilo naložbeno zelo bogato. Zdaj, če se po posameznih sklopih na kratko navežem, bom začel s cestno infrastrukturo, tam so tudi naši občani najbolj pozorni na svoje ceste, na možnost prevoza. Lahko rečem, da smo v sodelovanju z Direkcijo Republike Slovenije za infrastrukturo nadaljevali z rekonstrukcijo in tudi zaključili uspešno drugo fazo obnove CKŽ, kot da smo v bistvu omogočili večjo pretočnost in verjamem, da tisti, ki obiščete naše Krško, to tudi v praksi počutite glede same vožnje skozi glavno ulico, ki je nekaj še državna cesta, verjamem, da bo kmalu postala mestna ulica. Kot je bilo že omenjeno, so strani kolega iz Kostanjevice smo dokončali kolesarsko povezavo med dvema občinama, sicer Krškim in pa Kostanjevica, in sicer tukaj bo delež Krškega 4,5 milijonov evrov. Potem smo zaključili še nekaj manjših projektov, glede na primerjavo navedenih številk, predvsem po periferijah, po krajevnih skupnostih, ki mejijo oziroma so bolj oddaljene od samega središča mestnega jedra Krškega, vse s ciljem, da enakovredno obravnava vseh zaselkov, vasi v naši občini. Lahko omenim tukaj Lovsko cesto, zaključek Lovske ceste v Brestanici, zaključek cesta Križiče pa Pločnika na Velikem trgu, most v krajevni skupnosti Koprivnica in še bi lahko našteval te projekte, ki so bili razporejeni po celi občini. Potem se bom nadaljeval na področju šolstva in predšolske vzgoje. Uspešno smo zaključili energetsko sanacijo doma 14. divizije na Senovem. Tukaj je bil naš vložek mestne občine Krško 2,2 milijona evrov. Država nam je tukaj zelo malo, pomagala v višini dobrega pol milijona evrov, ostalo je strošek naš. Potem smo začeli oziroma tudi zaključili za zamenjavo strehe na osnovni šoli
Raka, nadaljevali z investicijo nove šolske stavbe dr. Mihajla Rostoharja v starem mestnem jedru, v kateri morda malo več kasneje. In imamo željo oziroma v planu, bi morali za ta objekt v letu 2024 tudi pridobiti gradbeno dovoljenje. Investicija je velika, govorimo o investiciji samo za šolo 9,1 milijona evrov, medtem ko vse ostala infrastruktura, ki spada zraven, pa po DIP-u nekako znese, pridemo na 13 milijonov evrov. Aktivno nadaljujemo tudi z aktivnostmi glede izgradnje samega bazena v Krškem. Sami veste, da se ta bazen v Krškem vleče kot rak rana in verjamemo, da nam bo v 2024 uspelo pridobiti dodatno dokumentacijo, ki bo omogočila izvedbo pridobitev gradbenega dovoljenja in potem nadaljevanje tudi samo izgradnjo. Tukaj lahko tudi navedem pred bazenom, kot mestna občina imamo pravico oziroma smo izpogajali določena sredstva iz tako imenovanega CTN mehanizma, se pravi pri bazenu računamo na pomoč države iz tega mehanizma v višini 4,5 milijona evrov, tako da bi nam to tudi olajšalo in lahko rečem, da smo se že javili na prvi poziv in tudi oddali vlogo za pridobitev teh sredstev iz naslova bazena. Potem lahko tukaj še omenjam, kaj je bilo narejenega, rekonstrukcijo stavbe gasilskega doma v Leskovcu pri Krškem, slab milijon evrov smo namenili, v glavnem občinskih oziroma naših sredstev, lastnih sredstev. Praktično je zaključen regijski gasilski poligon Krško, ki bo omogočal vsem gasilcem, tako prostovoljnim kot tudi našim poklicnim, dodatno usposabljanja. Regijski poligon je umeščen v neposredni bližini poklicne gasilske enote Krško in lahko rečem, da smo skupaj z Gasilsko zvezo Slovenije pripeljali ta projekt v bistvu do otvoritve in pa tukaj občina sodelovala v višini 150 000 evrov in pa seveda dali smo odsotni smo zemljišče in pa komunalno opremljeno zemljišče. Vesel sem, da lahko po parih letih zopet gradimo neprofitna stanovanja, 33 takih stanovanj, katero bo luč svetlobe zagledala v konec leta 2024, 17 gradimo kot občina in sicer v Žlapovcu, 16 pa gradi preko naše podjetje Rudar del, ki je, lahko rečemo, 100% lasti mestne občine Krško. V 2023 smo sprejeli kar nekaj strateških dokumentov, ki nam daje pogoj in podlago za razne razpise in pa sodelovanje na teh razpisih, lahko omenim strategijo razvoja kmetijstva in podeželja, strategijo razvoja turizma in pa seveda pripravili smo trajnostno urbano strategijo, ki pa osnova za črpanje sredstev iz tako imenovanega že prej omenjenega CTN mehanizma in sicer za obdobje 2020-2027. Ta CTN mehanizem je sestavljen morda nekaj besedic o njemu iz 3 stebrov, ki se potem po posameznih pozivih, sicer iz trajnostnega razvoja lokalnih območij. Tukaj smo mi že, kot sem že rekel, prijavili bazen za 4,5 milijona evrov. Potem drugo področje, pa drug stebr je področje zelene infrastrukture. Tukaj smo prijavili park urbanih športov v znesku 1,2 milijona evrov in pa na področju trajnostne mobilnosti. Tukaj smo prijavili v bistvu že delno že zaključno celoto del faze CKŽ in sicer v višini 1,5 milijonov in skozi sita, ki so postavljena pa kriterije, ki jih je razpis za ta CTN mehanizem zastavil, so te 3 projekti šli skozi in verjamemo v uspešnost pridobljenih teh sredstev. Potem, kot je že kolega rekel, ne smemo pozabiti, da tudi območje občine Krško prizadeva letošnje neurje. Zabeležili smo na podlagi popisnih komisij cirka 2,7 milijona evrov škode na objektih in pa 178 000 škode na kmetijskih zemljiščih, se pravi pridelkih s kmetijskim zemljišči in kar nekaj časa smo se tudi ukvarjali s to zadevo. Če zaključim obdobje preteklega leta, lahko rečem, da sem osebno z rezultati dela in sodelovanja več kot zadovoljen in da smo kljub težavam, ki smo se z njimi srečevali, uspešno pripeljali zadevo do konca.
da so se gospa ostala, imamo še 2 minuti do 2:24. Z naložbe smo namenili 19,4 milijone. Vesel sem, da smo uspeli tik pred koncem zaključka leta sprejeti oba proračuna za leti 2024 in pa 2025. 2024 prihodkovno pričakujemo nekje 48,7 milijona evrov, odhodkov pa nekje 51,2 milijona evrov. To smo tudi predvideli določeno zadolževanje, predvsem zaradi tega, da bomo lahko sofinancirali projekte iz tako imenovanega CTM mehanizma. Glavni projekt, ali primarni projekt, katerega želimo pripeljati v leto 2024 po izdaji gradbenega dovoljenja, je osnovno gradnja osnovne šole dr. Mihajla Rostohalja. In tukaj dejansko tudi računamo na pripad posameznih virov za to izgradnjo tudi iz drugih virov, tako iz države, kot morda tudi iz regije. Vzporedno bomo seveda pa glede tega objekta pa pristopili tudi sami ob šoli, tudi k zaključku celote starega mestnega jedra. Nadaljevali bomo z gradnjo komunalne infrastrukture, v bistvu že delujemo, se že dela na Senovem, Leskovcu, v Brestovici, Krškem, Podbočju, tako zopet od centra proti periferiji. Na Raki smo že podpisali konec leta tudi izgradnjo druge faze čistilnih naprav, kanalizacije čistilne naprave, tako da verjamem, da bo vreme omogočil se dela tudi začela. Tukaj če se malo v hecu rečem, bo delalo prejšnjo podjetje, tako da verjamem, da bo kvaliteta zagotovljena, pa gre za aneksov. Potem lahko še reči, da če morda malo državnih projektov, tudi mi smo veseli, saj nekako imamo zadnje informacije zagotovljeno sredstva v državnem proračunu za državno cesto Krško-Zdole, tako da če bi se kolega Franjo Pero po tej cesti bil, da je ta cesta veliko bolj potrebna kot pa tistih, ki se vam pravilo. In pa so ga moco pripoči v končni fazi še otroci z leve strani Krke nimajo dostopa za šolski prevoz do same objekta, se pravi, govorimo nekaj 900 metrov peš poti, ki je zaradi mostu, ki ni prevoz za avtobuse, onemogoča tem otrokom vpis v šolo. Seveda ukvarjamo se že in še se bomo, tudi Boškani so omenjeno z umeščenjem JEK2 v naše okolje, govorimo o širšem projektu, ne samo v mestu občine Krško, je pa res, da smo tam najbližji in verjetno tudi najbolj na udaru od strani medijev, kako tudi so strani občanov. Vesel sem tudi to, da se že dela štrajmerski turn po mnogih letih, da nam je uspelo državo pripričati, da so začeli z deli na tem, lahko rečem, kulturnem biseru v naši občini in verjamem, da bo tudi v letu 2024 uspešno zaključil. Zdaj, da bo gospa pa to ostala, bom zaključil. Hvala lepa za poslušanje. Najlepša hvala, gospod Kerin. Mi pa se selimo v Radeče. Gospod Tomaž Režun, župan občine Radeče, izvolite. Ja, lep pozdrav iz naših Radeč. Tudi jaz bi najprej seveda se zahvalil vsem vam, da nas spremljate, ko je potrebno vprašate, da čisto kakšne stvari in res je najvrta, hvala lepa. Po drugi strani pa je treba na glas povedati, da tako kot regija Posavje deluje ni samoumevno po Sloveniji, ker verjemite, da župani, ko se pogovarjamo z drugimi, vsaj mi osebno vedeli smo na tromeji, Celjske, Zasavske, Posavska, katere del smo, ni čisto tako enostavno, da se župani kar dogovorijo, pogovorijo, pa je tudi danes tukaj nekaj heca, pa se šklopamo, pa gledamo samo kje nastopo, ampak na koncu, ko je pa potrebno, pa skupaj stopimo. In to verjamem, da je najbolj pomembno za nas in za vas predvsem za naše občane, kar je za tisto, kar smo tudi izvoljeni, da bomo za njih največ naredili. Če se tudi jaz še malo pohecam, danes sem zjutraj, ko sem se oblačeval, študiral na enem tradicionalno rdečem, pa se jim dal pa enkrat modro, pa sem jih prekrslič žal drugam, sem me pomoje zaradi tega, da na to ste nasedeli. Tako da sem še kar malo proti lepi, je pa res, da seveda je prav, da se pohvali država, ko je treba pohvaliti, ali pa se jo pograja, ko se je treba pograjati. In s tem nimam nobenih problemov in
če grem kar takoj na regijo, zelo pomemben bo projekt NEK 2. Ampak jaz osebno, pa to sem že povedal tudi na glas, pa bom še, najbrž veste, da so vse v koncesijo, ko jih imamo na srednji Savi oziroma na spodnji Savi, plus tudi na Dravi, vsem kot so dali, so vzeli cirka 40% koncesije in kako bom verjel kot župan, da bomo šli v neke dogovore z državo za NEK 2, če že spoštovano podpisano ni bilo sprejeto, oziroma se ne spoštuje. Tako da, to je tak moj apel, ko tudi verjamem, da boste vi podprli, ker vsi s tem denarjem, kaj delamo investicije, pa ljudem pomagamo. In tukaj verjamem, da bo šel glas, da ja, smo za to, gremo umečati, ampak z nekim fair playem na vseh stranih. Če grem pa na same investicije, jaz sem prepričan, da vsak poskušal s tistim denarjem, kar ga ima največ narediti, bom zelo hiter poskušal preleteti. Na takšna velika stvar je bila pri nas energetska sanacija zdravstvenega doma, 670 000 evrov vredna, ampak kaj je pa še bolj pomembno? Vsebina v zdravstvenem domu. In tukaj se je pokazala povezanost gospodarstva z lokalno skupnostjo, zdravnikov. Sem prepričan, da noben nima na pretek tukaj, se vsi ukvarjamo s tem, kaj smo zavihali rokave, gospodarstvo vklopili. Tukaj je bil včasih papirnica zelo močna, hvala Bogu, spet to je gleda stare slave na pota. In smo šli po bivših naših republikah, s temi poznanstvi šli po terenu in pripravili zdravnike, tako da hvala Bogu, danes imamo zdravstveni dom poln, tako za zdravnike kot zdravnike. Na samem štadionu smo uredili tako razsvetljavo kot tartan. Zakaj je ta štadion to bolj aktualen, ker tukaj pa smo zdaj le zapravili ta naš loto milijona, ker smo 1 257 000 evrov je bilo, tega denarja skupaj investicija pa 370 000 evrov. Pa na koncu leta zelo na hitro uredili v 2 mesecih prenovljeno notranje športne dvorane, tako z preverjenim parketom, nove tribune, ki so bile nujno potrebne, vse garderobe, tako da, kar se tega tiče, za rekreacijo v Radečah bo poskrbljeno za naše najmlajše. Zakaj pa to govorim za najmlajše in starejše in vse generacije? Ker ta povezanost kraja, tako splovaljenje Sonc festivalu od Brežic do Ljubljane, sem prepričan, da gradimo tako lepo zgodbo z klasično glasbo, z našo Tanja Sonc, ki je uspela v Cirihu. Danes imamo Benja Šeška, s katerim se radi pohvalimo. In to so stvari seveda manjših občin, kjer želimo dati možnost talentom, jih pripraviti na nivoja, potem pa iz njega nobenega problema, če bojo šli v Sevnico, Krško, Brežice, ko da bojo lahko naprej nadaljevali. In res je najlepši primer ta naš Benja Šeško. V Radečah je štartov, prišel je do Krškega, iz Krškega že proti Ljubljani, oziroma Domžalom, danes pa vemo, kje je. Tudi nas je ta ujma prizadela, 1,6 milijona evrov smo prijavili, dobili vrednost 540 000 evrov. Brez tega denarja, tukaj pa moram pohvaliti državo, da so nam kar nakazali 40%. Mi bi zelo težko naredili, da bi bili naši občani povezani v skupni občini, ker Hrastnik, Radeče, po desni strani Save, Podkraj je zelo problematična cesta v naši lasti in brez teh sredstev bi danes bila težko prevozna. Nismo še končali sanacijo, ampak verjamem, da bomo v naslednjih mesecih to dokončali, danes pa se že lahko pripeljejo in odpeljejo občani, tako kot je potrebno. Pa še 3 veliki plazovi se bojo s tem rešili, tako da verjamem, oziroma dosti veliki, da bomo to naredili. Omeniti je treba še velik plaz, kjer pa smo prehiteli naravo, 2,5 milijona vreden projekt oziroma sanacija plazu na Žebniku. Če ta plaz pride v dolino, bomo mi praktično Jaknico in Svidno odrezane od Radeč in si upamo povedati, kakšne posledice, no tukaj pa smo v 3-letnem projektu, zdaj smo trenutno na polovici, drugo leto naprej nadaljujemo, verjamem, da bomo sanirali tako, kot se gre. Drugo leto bo tudi rekonstrukcija ceste v Vrhovem. Vsi, ko poznate, veste, da je zelo problematična cesta Krško-Celje, vsi se ne borimo preveč kamionov, ta pa je res v zelo slabem stanju, no, zdaj pa je država umestila skupaj z našimi željami, da gre v rekonstrukcijo v naslednjih mesecih. Potem se ne dogaja, da bomo imeli, ostali mislim, da že majo, da dobimo optiko do vseh občanov, se pravi projekt Rune
se dogaja zdaj v Ralečah, je že izvajalec zbran, tako v naslednjih mesecih pričakujem, da se gradbena dela začnejo, tako da bomo tudi te sive lise pokrili, ker tam enostavno komercialnega interesa ni, občina več, da to težko zmore in da bodo tudi naši občani imeli dobro storitev na tem. Še en lep projekt se nam obeta, to je rekonstrukcija tega našega bisera bazena, ko je pod kulturno dediščino, uspeli smo na razpisu in bomo šli v prenovo ne komplet bazena, ampak teh objektov pred samo stavba za privlačenje na vrhu, bomo dobili prostore tako za, da se bomo lahko kaj podružili, po drugi strani bomo kuhno, imeli bomo sanitarije vse nove, pa še takšen manjši paviljon skupaj z papirnico, tako da bomo imeli papirniške neke vrste zametkov muzeja, katerega si zelo želimo v Ralečah, ker verjamem, da imamo kje pokazati, pa nažalost ne prostore in tudi tukaj se bo začelo dogajati. Projekt, ki je tudi večleten, v lanskem letu smo začeli, to je na Dobravi naši, kjer smo razparcelirali, oziroma občani so prišli, naredili OPPN, 28 novih parcel, mi pa za našo infrastrukturo začeli, tako da hiše so začeli graditi, pričakujemo v naslednjih parih letih nekje 25 novih hiš, novih občanov v naši občini. Če pa nadaljujem na tem, jaz sem prepričan, da vsi poznate občino Raleče, vsi poznate vse naše občine, vse so lepe. Naš center pa nam ni v ponos, to pa lahko naglasno povemo. Mi smo imeli velike probleme z nekaterimi lastniki tega centra, da nacionalizacija svoje prenesla, no sedaj pa smo le nekako v fazi, kjer se odkupujejo te stare stvari točno v centru. Dela se že projekt in pridobili bomo 13 novih stanovanj, tako da letošnjem letu nas čaka dokončanje odkupa, projektiranje, v drugih letih pa izvedba in potem, ko bo center tak, kot se šika, verjamem, da bomo vsi zadovoljni. Jaz bi na tej točki končal, zaželel vse vam tako mirno leto, naj ne bo takšnega avgusta, kot je bilo letošnjo. Po drugi strani pa se morda smo pa sami malo prosili za to, kar smo dobili, ampak to naj ne pomeni, da Bog ne dekler prvočko najbolj ljudje res čimprej pod svojo streho, mi pa delimo z naravo tako, kot bi morali delati vsi skupaj. Hvala lepa. Gospod Režun, najlepša hvala. Sledi še zadnja predstavitev, selimo se v Sevnico, gospod Srečko Cvirk, župan občine Sevnica, beseda je vaša. Dobar dan, pozdravljeni. Mi dva iz severozahoda sva zadnja, tako da severozahod. Ja, pozdravljeni, spoštovani vsi. Skozi leto se redno srečujemo, pogovarjamo bolj v delovnem vzdušju. Danes bomo imeli poleg delovnega vzdušja še malo družabnega in mislim, da je prav tako po napornem letu. Hvala za vse dobro sodelovanje skozi leto. Hvala tudi za sodelovanje znotraj regije, kot je bilo že večkrat rečeno, delovanje in sodelovanje znotraj regije, sledenje skupnim regijskim projektom, usmeritvam, skupnim regijskim razvojem ni samo po sebi umevno in mislim, da je to izredno pomembno, pa je vredno, da tukaj poudarim, kako želimo v tem nekem povezanem gospodarsko-političnem prostoru skupaj napredovati, tako kot celota, kot statistična regija, ki ima v zadnjem dobrem letu tudi mestno občino med seboj, kar je mogoče ali pa je zagotovo za regijo nek korak naprej, kajti slišali smo, da imamo dodatni evropski vir za regijo, to je celostne teritorijalne naložbe, ki prej niso bile dostopne v naši regiji. V občini Sevnica smo preteklo leto zelo aktivno zaključili z projekti, ki smo jih načrtovali, praktično v celoti, tako kot je bilo načrtovano, ker ste o njih veliko poročali, se ne bi pretirano osredotočal na njih, bi pa izpostavil na dejstvo, to pa je dejstvo, da noben od projektov ali pa zelo redkih projektov so enoletnega značaja. Vse projekte strateško načrtujemo, kajti projekti so vsako leto zahtevnejši, večji, kompleksnejši in jih potem umeščamo v prostor, pridobivamo finančne vire in potem tudi skozi leto zaključujemo.
V preteklem letu pa smo v občini Sevnica nekatere, bom izpostavil, zaključili. To so hidravlične izboljšave vodovodnih sistemov, zelo velik projekt, ki dodatno izpolnjuje našo odpornost na klimatske spremembe in na vse potrebe naših občanov, kjer smo dodatno gradili vodovodno omrežje. Tudi kanalizacijski sistem v mestu Sevnica je bil dograjen in pri tem smo izboljšali naš okoljski odtis. Ključno in največje, najzahtevnejše pa so bili projekti na področju šolstva. Športne površine pri osnovni šoli v Sevnici. Iz zelo starih, zelo nekako slabo uporabnih športnih površin smo pridobili izredno kvalitetne, odlične športne površine za našo največjo osnovno šolo. Dograditev osnovne šole na Blanci in dodatne igralnice v vrtcu Panorama v Poštanju nam sedaj omogočajo, da imamo dovolj prostora za predšolsko vzgojo, kar nam je zelo ponos ne samo ob začetku šolskega leta, ampak skozi leto, da zagotavljamo to storitev v kvaliteti in pričakovanem obsegu, kar je izredno velika pomoč mladim staršem. Osnovna šola Ana Gale, šola s prilagojenim programom, je še v izgradnji, v letošnjem letu bo zaključena in podajala tistim res najšibkejšim primerno ustvarjalno okolje za njihov razvoj. Ta projekt je bil veliko let načrtovan, ta osnovna šola z dobrimi 30 do 40 učenci je prišla zadnja na vrsto kot celovita rekonstrukcija ali pa praktično obnova in na tak način mislim, da smo pokazali našo veliko pripravljenost, da tem najšibkejšim nekako pripravimo kvaliteten, odličen prostor za delo. Ob koncu leta smo izredno pohiteli tudi z ureditvijo na Listci. Uspeh na razpisu Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport je bil precejšen, zato je Listca še lepša, kot je bila v preteklosti in projekti turizma, ki jih skozi zadnje desetletje izredno intenzivno razvijamo, so dobili svojo krono z zaključkom tega projekta na Listci in tako daje en pospešek sevniškemu turizmu, ki se razvija. Poudarjam, se razvija kot gospodarska dejavnost, ni še na tistem nivoju, kot ga želimo, kajti Sevnica ni tradicionalno turistična, ampak sonaraven, trajnostni turizem je naša zgodba, zato smo tudi ohranili oziroma obdržali zlati znak zelenega turizma, Green Destination, kar nam je tudi v ponos. Kaj želimo delati v prihodnjem letu oziroma načrtujemo v prihodnjem letu? Kar veliko projektov, strateških projektov, ki so nekako različno vpeti v prostor. Dokončanje osnovne šole Ana Gale, ključni projekt, finančno najzahtevnejši za občinski proračun, da ga realiziramo. Potem gradnja mostov v Karmelju, mostov, na katerih imamo omejeno nosilnost, sredi Karmelja in tu v neposredni bližini prostora, kjer se bo v prihodnjih letih zgradila nova osnovna šola Karmelj, za katero je projektna dokumentacija pripravljena. Občina pa bo počakala na razpis Ministrstva za šolstvo, kajti tega projekta žal ne moremo sami izvesti, kot je bilo poudarjeno pri šolskih projektih, tudi pri ostalih občinah. Igrišča pri osnovnih šolah so tista potreba, ki se vse bolj razvija. V letošnjem letu načrtujemo izgradnjo v Šentjanžu in pričetek pripravo na izgradnjo takega šolskega igrišča tudi na Blanci. Potrebe, ki so pri ostalih osnovnih šolah, pa želimo, da jih pripravimo projektno dokumentacijo, tako kot sem izpostavil, najprej projektiranje, priprava finančne konstrukcije in potem realizacija v prihodnjih letih, zato tudi to načrtujemo. V prihodnjem letu načrtujemo tudi pričetek druge faze poplavne zaščite na potoku Sevniča. V preteklem letu je bila izvedena prva faza,
Žal je direkcija zavoda nekako oziroma državne inštitucije sledijo svojemu principu, da oddajo tisti najzahtevnejši del. Projektiranje, pridobivanje soglasij in pridobivanje zemljišč na občino in to delo pri urejanju sevnične tudi opravlja občina za direkcijo za vode. Spreminjamo prostorske načrte zelo tekoče in s tem pripomoremo tako investitorjem, ki želijo graditi na trgu stanovanjsko gradnjo, in ta trenutek so v teku gradnje 4 objektov v Sevnici, v večstanovanjskih na Planinski cesti, in tudi podjetniškim investitorjem, podjetjem, in te spremembe so omogočile tudi nadaljevanje širitve poslovne cone na Blanci pri podjetju Agriform. Projektiranje prostorskih načrtov načrtujemo tudi v prihodnjem letu, spremembo podrobnih prostorskih načrtov v Boštanju, pa sprejem v Tržišču in še nekaterih drugih delov. Gradnja kanalizacijskega sistema v Loki je bila prijavljena na načrt za okrevanje in odpornost. Ocenjujemo, da bomo po več kot enem letu od oddaje vloge pridobili pozitiven sklep za to gradnjo, za sofinanciranje, kar bi omogočilo, da v Loki uredimo kanalizacijo in čistilno napravo, hkrati pa omogočuje tudi urejanje samega kraja, mesta ali trga v Loki, kjer načrtujemo ureditev nekako srednjega objekta grajskih ali pa grajskih štalj, hlevov, ki so danes skoraj v ruševini, pa vendar moramo to ureditev uskladiti z Zavodom za varstvo kulturne dediščine in da ta objekt prenovimo. Načrtujemo kolesarske steze med Sevnico in Boštanjem, med Krmeljem in Tržiščem, in te kolesarske steze želimo, da bi jih v prihodnjem letu ali v tem tekočem letu, ko je napovedan razpis za dogovor za razvoj regij, skupaj kot posavski projekt prijavili na dogovor za razvoj regij, kajti kolesarska steza v Savi, praktično od Radeč do Brežic oziroma tukaj do Dobove, mislim, da so naš skupno strateški projekt v okviru državnih kolesarskih povezav, in upam, da bomo uspeli s tem projektom na primeren način, tako da bo to kontinuirana kolesarska steza od Radeč do Dobove, in zato tudi projektiramo na tem delu te ureditve. Državna cestna mreža, trajnostna mobilnost, povezljivost, to so velike besede, vendar pri tem je bilo izpostavljeno, da imamo velike težave skupaj. Ministrstvo za promet načrtuje prenovo železniške postaje sredi Sevnice, sredi novega dela. Pri tem občina izredno aktivno sodeluje in potrebuje oziroma zahteva tiste ureditve, ki so mestu v korist. Ta trenutek imamo skoraj 2 ruševini, če se blago izrazim. To je skladišče pri železniški postaji, ki je nedavno delno pogorelo, in kurilnica na drugi strani železniške proge, ki so potrebne odstranitve, ureditve podvoza pri Stillesu, ureditve podhodov, tako na železniški postaji kot tudi v Šmarju. S tem se bo nadaljeval celovit projekt prenove železniške postaje, ki ga je občina Sevnica pred leti idejno načrtovala, sledila kot investitor z novim nadvozom v Šmarju in rondojem v Šmarju. Z to ureditvijo pa bo rešeno nekako in ponovno urbaniziran ta novo mestno jedro, Nova Sevnica okoli železniške postaje, ki danes sodobnemu času ni več primerna, in verjamem, da bo ta projekt uspešen. Ta trenutek teče obnova mostu preko reke Save med Sevnico in Boštanjem, in ta trenutek tudi občina Sevnica zelo aktivno sodeluje pri pridobivanju zemljišč za most na Logu.
To je izredno pomemben projekt. Ta projekt je občina umeščala v prostor, sedaj ga pa realizira Ministrstvo za infrastrukturo kot strateški projekt in občina pri njem sodeluje. Sofinancerski sporozum, ki je v usklajevanju, pa daje tudi zagotovila, da bo ta projekt stekel v prihodnjih letih. Z aktivnim delom želimo, da sledimo našemu cilju mesta Sevnica in občine Sevnica kot prijetnega kraja za bivanje, življenje in delo. Tukaj moram izpostaviti, da gospodarske družbe v občini Sevnica so izredno v stabilnem stanju. Ta trenutek dobro poslujejo in to pomeni, da je tudi celotna občina aktualna za življenje in delo naših občanov, kar pa moramo in želimo poudariti tudi kot občina in to tudi zagotavljamo za javno infrastrukturo, ki omogoča to kvalitetno bivanje. Hvala. Smo se stavili, da 10 sekund krajš kot. Gospod Cviret, najlepša hvala. Hvala tudi vsem ostalim županom za vaše predstavitve in verjamem, da sta to vrstno srečanje in predstavitev dela občin zelo koristna za vas, spoštovani župani, za vaše ožje sodelavce, ki so danes tukaj z nami in za medije, ki so tako bolje seznanjeni z vašimi cilji, strategijami, dosežki, ter tako, da bodo lahko svojim bralcem, poslušalcem in gledalcem predstavili celovito sliko o prizadevanjih za napredek občin in regije Posavje. Dragi novinarji, predstavniki medijev, sedaj pa predajam besedo vam. Čas je za vaša vprašanja. Mislim pa, da je prostor ravno dovolj velik, da ne potrebujete mikrofona, tako da morda z dvigom rok lahko kar začnemo. Jaz bi mogoče za vse prosila en komentar na to izpostavljeno dobro sodelovanje v regiji nasproti drugim Sloveniji, ki ni tako zgledno. S tem zraven pa mogoče še kak komentar sodelovanja v pripravi na novo finančno perspektivo. To je ena zadeva. Druga pa za tiste, ki se jih tiče, vprašanje, komentar na te zmanjšanje denarja iz naslova koncesij na hidroelektrarnah, ne? Lahko kar po vrsti zaradi mene, ne vem, tudi tako, ko sedite, ali kot je poprej. Sem že začel. Zdaj, kar se tiče samega usklajevanja za novo finančno perspektivo, jaz mislim, da mi župani nimamo nobenih težav. Problem je, da še vedno nismo prišli do tega, da bi sploh bili partnerski sporazumi podpisani in pa da je v tej perspektivi vse manj investicij in pa podobnih konkretnih projektov, ampak se sili vse skupaj neke mehke projekte, v katerih mi ne vidimo nekega pravega smisla. Vendar žal, jaz upam, da bo to usklajeno, kar se pa seveda nas Posavje tiče, pa že imamo dolgo let neki dogovor med seboj, da se razdelimo projekte tudi nekje na število prebivalcev in pa seveda, da se povežemo med seboj, kajti vemo, da take male občine, kot je Kostanjevica in pa Bistrica, sploh ne bi mogla kandidirati brez sodelovanja z večjimi, zato smo tudi že sedaj nekako bili povezani v skupne projekte, kot je bilo slišano Kostanjevica pa Krško v kolesarkah, mi z Bistrico v vodovodi. Tako da jaz mislim, da to bo tudi šlo naprej in to lahko rečem, da smo tudi sveto primetni, ne glede na politične barve, veliko se čas tudi pohecamo pri stvareh, dobro sodelujemo. Seveda me pa bolj skrbi, da dejansko ta vlada enostavno, mislim, da razne centralizacije nima pravega posluha za obmejne in pa druge regije. Konec koncem to se mi vidi, da se vidi tudi pri vas novinarji, kajti vsako leto vidim, da vas je manj na teh sprejemih časih bistveno več in tudi tu se kaže decentralizacija, ker skoraj več ni v našem Posavju veliko novinarjev, ki bi nas spremljali. Seveda, kar se tiče ostalih stvari, jaz mislim, da kar se tiče seveda koncesij, tu vemo, da je zelo težko delati z nekom, če se kar vsaka vlada lahko spremenja uredbe, ti kar odzame denar.
na račun kao nekega varčevanja, po drugi strani pa denar ne varčuje pri sebi in to je problem, zato smo tudi, mislim, da vse občine šli k te ustavne presoje, ki jih nekako preko skupnosti povezuje. Moram pa reči, da tu je občin veliko v Sloveniji, praktično so vse, ne glede na to, kdo prihaja z kakšne politične opcije. In jaz mislim, da tudi, če bo se mislil umestiti določene projekte, kot je nuklearka, hidroelektrarne, bo zelo težko verjeti neki vlada, če bo vsaka vlada lahko spremenila, zato jaz upam, da bo treba tudi spremeniti tudi zakon, čeprav vemo, da tudi pri hidroelektrarnem zakoni niso države, ampak so kar prišli nove vlade in so spremenili zakon. Podobna stvar je tudi pri letališču, bilo je dogovorjeno do 600 000 na leto, potem pride druga vlada, ena ti hoče dati, druga ti ne da in se vedno prepiramo. Tako da jaz upam, da v prihodnosti, sploh glede na pomembnost vlaganja, bo potrebno to bistveno več narediti. Bi pa povedal, to je tudi prav, no, zdaj imamo pa je celo 4 oziroma 5 ljudi, ki so izvoljeni v Ljubljano in jaz mislim, da ne glede na poplave je treba tudi v tem koncu še naprej delati na investicijah, kajti koliko vidim, so večina investicij v Krnjih in nekako že, ki so bile dogovorjene iz proračuna celo umaknjene. Ja, da bom kratek, da ne bom opozorjen. Najprej na sodelovanje. Mislim, da zdaj, jaz sem župan 4. mandat, pa še ni zgodilo, da ne bi mi župani najeli skupni jezik, ne glede na... Mi se sploh ne sprašujemo več, hecamo vse, ja, to ima rdečo kravato, pa črna. Ampak je pa pred nami res velik izziv. Velik izziv je drugi blok jedrske elektrarne. Tukaj sem jaz osebno zelo skeptičen na način, kot je danes. Mi imamo že od leta 2015 na Ministrstvu za okolje in prostor pobudo, namreč spremljanje meteoroloških gibanj. Smo mi v 10 minutah v primeru nekega nepredvidljivega dogodka na jedrski elektrarni je to nad Bistrico obsodili. Mi seveda želimo, da se, da ne bi slučajno bilo kakšnih negativnih špekulacij, mi smo za to, da jedrska elektrarna, da ima Krško seveda največ od tega. Ampak glede na izjave nekaterih na Uradu za jedrsko varnost Republike Slovenije, bi še na to vzeli, tudi Krškem, zato ker pravijo, da je tako varna in da tako se skrbi za varnost, da tega ni potrebno. Vendar se ne zavedajo, da mi živimo tukaj s tem objektom, Krško in celotno Posavje. Bistrica obsodili pa zaradi vremenskih razmer, zaradi gibanja zračnih mas, ki zaradi različnih meteoroloških pojav so ciklično takšni, da smo pravzaprav najbolj v primeru, govorimo v primeru izrednih razmer. Če vse vrede, tako se vrede. Vendar tukaj smo in tukaj živimo in zato seveda prepričam, da bomo župani znali skupaj z občinami prepričali investitorja in lastnika jedrske elektrarne, torej polovičnega lastnika, k družbeno odgovorni drži. To pomeni, da bodo že zdaj v pripravi na drugi blok, ki bo intenzivni in dober projekt, tudi iz gospodarskega vidika, računati na to, da bo treba graditi stanovanje, kader, da bomo lokalni kader zaposlovali in da bo lahko tukaj živeli. Jaz sem prepričan, da bomo župani, ki smo tukaj to znali, stopiti skupaj, se pogovarjati z odločevalci. Dokler pa tega ni, torej dokler ni posluha strani države, sem pa jaz absolutno proti in bom tudi z vsemi pravnimi in okoljskimi argumenti nasprotoval gradnji drugega bloka, dokler ne bomo imeli zagotovil, da bo to spoštovano, torej tudi ta vpliv na okolje, ki je izven 10-kilometrskega pasu. Torej administrativna odločitev, da je v 10-kilometrskem krogu se nekaj refundira, izven tega pa je bega, pač tam si, to tako ne gre. Se vračujem izrazu, ampak včasih se res zaradi tega malo slabo volje. Sicer pa upam, da sem odgovoril, kar pa se tiče proračuna, bi še za novo perspektivo praktično nima manjega pravega razpisa.
Pa jaz čez kratki del že veliko povedal, jaz sem isto prvo leto župan. Kot poznam preteklost, je bilo zelo dobro sodelovanje v Posavju in verjamem, da bo tudi v bodoče in državo, da saj vsi živimo na istem območju v Posavju in moramo vsi skupaj delati za naše občane in Posavce. V sodelovanju dejansko kot novinc ne vidim nobenih razlogov, nobenih problemov in verjamem, da bomo tudi v bodoče sodelovali na istem nivoju, kot smo. Jaz verjamem, da bo prišli med nami tudi do kakšnih različnih mnenj, razhajanja, pa kljub temu glede na prakso, ki bo do zdaj, da verjamem, da bomo imeli uskladiti in pripeljati te rešitve do cilj v končni fazi sama regija Posavje tako mala, v nekem merilu večjem, da bi bilo žalost, da bi se med sabo skregali, ker v tem fazi imajo dobiček samo tisti, ki pač delijo sredstva. Tako da sodelovanje absolutno. Kar se tiče koncesij, ste omenila, ja, v bistvu sem shvatil s to zadevo, pripeljati nazaj 4 leta, zdaj lahko rečem, smo v letu 2020, pobrati določena sredstva, tudi verjetno, da so ostale občine, ki imamo hidroelektrarne na svojih območjih, pristopile k tej zadevi in da po podlagi pooblastil bo vložena ustavna pritožba. Potem bomo povedali, skratka, ne mirujemo, ko se tega in se borimo za svoje pravice, ki smo bile že enkrat dane. Jaz lahko rečem, da konkretno pa za mestno občino Krško, mi smo, lahko rečem, v stalnih kontaktih z glavnim lastnikom oziroma investitorjem za občine 2 in tukaj vidimo predvsem problem, da pada odločitev o tej investitvi. Bil sem na velikih, rekel, že na forumih, na delavnicah od Ljubljane do 3 lučk in vedno se govori o tej odločitvi, pa te odločitve še vedno ni. Takrat nazadnje je bilo rečeno, da delujemo ali pa da bodo delovali po načelu delovanja jedrske elektrarne, se pravi 18-mesečni ciklus glede samih remontov, takrat je tudi rečeno, da bo v roku 18 mesecev narejena preboja po korak naprej. Zdaj, dokler teh 18 mesecev ne bo minilo, kar je bilo rečeno v Krškem, v naši srednji sobi, pač nijamo, moramo verjeti, da bojo. Imamo gor, kot zelo velikrat rečemo, radi svojega državnega sekretarja. Imamo tu enočlansko upravo, vsak si bo zaključil lahko potegnil sam. Skratka, dokler ne mine teh 18 mesecev, pa nekih rezultatov, do takrat moramo pač verjeti, potem bomo pa videli, kako bo. Hvala. Ja, sodelovanje v Posavju je odločitev županov občin med seboj, ki je edina pravilna, kajti sodelovanje prinese rezultat. Gre za enoten, povezan gospodarski prostor, že delovne migracije med občinami nam to nakazujejo in to sodelovanje ima za rezultat, kot je bilo že rečeno, da tudi evropske vire, ki so na razpolago, lahko učinkoviteje porabljamo. Konec koncev, če je znotraj regije usklajen ta razvojni program, potem je to bistveno lažje in je to ne samo pošten dogovor, ampak tudi praktični dogovor na tem področju. Glede koncesije za izkoriščanje energetskega potenciala na spodnji Savi oziroma na rekah v celotni Sloveniji, mislim, da gre za zelo neprimeren pristop, da v času, ko so cene energije, električne energije v porastu, lokalnim skupnostim odzameš njihov del ali pa skoraj polovica prihodkov iz tega naslova, kajti lokalne skupnosti varujemo nek prostor za infrastrukturo, ki je nacionalnega pomena in ta prostor je bil zaradi tega obremenjen in tako in drugače uporabljan in ta delež prihodkov je bil sedaj odmaknjen. Gre še tudi za druge primere. Veliko je nacionalne infrastrukture, ki jo sprejme neko okolje v prostor in zaradi tega ne more biti hendikepirano oziroma samo obremenjeno z omejitvami v prostoru, ampak mora ta prostor za to tudi nekaj dobiti.
Pa naj bo to nuklearna elektrarna, hidroelektrarne, strateški daljnovodi, plinovodi in tako dalje, ki prečkajo naš prostor in nam predstavljajo omejitve v prostoru. Na drugi strani pa zaradi teh rešitev nimamo bistveno izboljšane državne cestne mreže, kar v Sevnici in Radečah izredno potrebujemo. Glede nuklearne elektrarne, tako kot sem že izpostavil, samo varovati prostor za strateške projekte in od tega ne biti vključen v dogajanje ne gre. Zagotovo je mestna občina Krško tista prva, ki mora biti vključena in celotna regija Posavje mora biti vključena v ta projekt. Ta projekt vpliva na gospodarski razvoj celotne regije, na družbeni razvoj celotne regije in ta trenutek imamo situacijo, ko se te energetske družbe štejejo v posavsko gospodarstvo, finančni tok se pa odvija drugje, kar mislim, da ni dobro. In imamo navidezno boljšo gospodarsko situacijo, kot dejansko je. Mislim, da je tudi zaradi tega vidika potrebno, da regija Posavje izredno aktivno sodeluje v NEK2, da bo družbeno-gospodarski učinek izražen tudi v regiji Posavje in ne, da bodo pač imela ta podjetja, ki so na papirju posavska, več zaposlenih v Ljubljani kot pa v Krškem, v drugem kraju. Ja, zelo na kratko, kar se sodelovanja tiče, zdaj, jaz ne spomnim se na 9 let, kar sem župan, da ne bi tudi moralno ali pokakoli kdaj, kjer mu podpisal, da bi šlo v Ljubljano ali kakšen dokument. In če vas s temi besedami nismo prepričali, da sem bil okolje, najbrž zelo težko, ker to je res gledno. Koncesije pa jaz takole vidim stvar, ko sem jo prej povedal, če nekaj podpišeš, se nekaj dogovoriš, umestiš, potem dogovorjeno prekršiš, to pa res ni okej. In ne bi rad bili naplahtani. Jaz verjamem, da noben od nas. Jaz bom povedal, mi smo 3 leta so sprejeli interventni zakon, se pravi za 23, 24, 25. Jaz osebno nimam nobenih problemov, verjamem, da tudi župani, ne niti vi, vsi skupaj, ker je bilo za 23 oduzeto na račun energetska kriza, elektrika, sodelujemo, bodimo solidarni, nobenega problema. Ampak 3 leta, danes bojo pa, poslušajmo čez kakšen mesec, ker bojo pa energetski lobby, energetske podjetja, ko bojo imeli pa rekordne dobičke, se že o tem malo govori, mogoče celo, boh ne dej, ampak je problem, ker je NEK2 je pa stavil mesec, ne pa bo malo tega manj, ampak bojo rekordni dobički, nam bojo pa še kar trgali. To pa ne morem sprejeti. Jaz ne bi imel nobenega problema, eno leto energetska kriza, drugo leto danes za Zgornjo Savinjsko oziroma za Povodenj, pa dajmo še enkrat interventni zakon, še eno leto se kaj pogovarjati. Ampak pridimo kot partnerji, pridite pred nas, naj pridijo pred nas, se dogovorimo, ampak kar 3 leta vzeti, tam se bojo rekordni dobički tolkli, mi pa ne bomo dobili dogovorjenega, podpisanega. Za takšne dogovore pa občine Radeče, pa sem dobičen, da je komplet Posavje pa ni. Tukaj verjamem, da bo treba biti kar glasen, da bomo takšne stvari, ko se bojo umeščene, tudi pa spoštovane oziroma tako podpisane, da bo dogovor veljal.